Hvala lepa, tudi lep pozdrav v mojem imenu. Jaz bi začel tokrat ne kot minister, ampak kot navaden državljan. Moram reči, da ko sem zvedel, da misli Milan Zver kandidirati za to funkcijo, se takoj odločil sam, da bom tega gospoda, tega prijatelja podprl. Mi da z Milanom se poznava dobrih oziroma slabih 20 let, še tam iz časov 90-ih, ko je Milan to, da je bil na obrambnem ministrstvu, je povedal sam. Bil pa je seveda eden tistih, ki so bili zelo dejavni in pa aktivni v tako imenovani civilni družbi. Jaz se ga spomnim z šahovskega področja. Milan je prirejal šahovske turnirje, tam smo sodelovali, se družili in podobno. Vesel sem, da je na podlagi predlogov, ki smo jih zagovarjali, bi rekel tudi tisti bolj vidni člani Nove Slovenije, tudi Nova Slovenija se odločila za podporo Milanu, zato sem prepričan, da je to najboljši kandidat, ki ga Slovenija premore in sem prepričan, da bo tudi najboljši predsednik obrambnih sil, ki ga Slovenija premore. Kar se tiče njegove vloge oziroma njegovih bistvenih lastnosti, ki jih tokrat pa seveda kot minister za obrambo lahko izpostavim, pa bi izpostavil 3 stvari. Torej, prva, ki se mi zdi v današnjem času najbolj pomembna, je gotovo to, da je Milan pošten, se pravi njegova poštenost. Druga, njegova preprostost. Moram povedati, da kljub temu, da je doktor, da je bil minister, da je bil državni poslanec, da je bil občinski poslanec, da je danes evropski poslanec, je njegova komunikacija z nami preprosta, taka, kot jo bi človek pričakoval od vsakega. In pa tretja stvar, kateri moram reči besedo, je njegova povezovalnost v povezavi z domoljubnostjo. Domoljubnost je tisti del slovenskega, bi rekel, vedenja, ki je absolutno premalo prepoznaven. Mi moramo vedeti, jaz sem zadnjič bral neke študije, mi moramo vedeti, da dobra polovica slovenskih učencev ne ve barve slovenske zastave, ne pozna slovenskega grba, ne ve, kdaj so glavni prazniki slovenske države. Da ne govorim o tistem še bolj tragičnem podatku, to raziskavo sem bral pred kratkim, da kar precejšen delež zaposlenih v javni upravi ne ve teh podatkov. Torej, če po eni strani vemo, da je za zaposlitev v javni upravi potrebno vedeti ogromno nekega vedenja v upravnem postopku, ki ga bodo vsi zaposleni tako skozi svoje delo v upravi spoznali, je pravzaprav tragično, da poleg slovenskega jezika ne zahtevamo za tako zaposlitev tudi neko vedenje o slovenski državi. Če vprašate danes Američana, kaj je 4. julij, vam bo to izstrelil tisti od najmanjših iz vrtca, ko zna govoriti praktično, do tistega najstarejšega, ki je praktično v domu za ostarele. In v tem duhu mislim, da je treba jasno izpostaviti, da je bil dr. Milan Zver en tistih, ki so pravzaprav v svojem dosedanjem delu izrazito vstopali oziroma izrazito pripomogli k temu, da se je to domoljubje uveljavljalo. Torej, kot minister za šolstvo, če izpostavim 2 stvari, je v kurikulume uvedel vedenje oziroma poučevanje zgodovine do današnjih dni, torej do vseh evroatlantskih povezav, ki jih je Slovenija uspela v tem preteklem obdobju speljati. Kakor tudi tisto, kar je po moje še bolj pomembno, tista njegova odredba, ali zdaj ne vem točno, kako se temu reče, ali pa v dekret, ki je zapovedal, da v slovenskih šolah visijo slovenske zastave. To je eno tistih 2 najbolj, bi rekel, izpostavljenih stvari, ki jih je Milan v preteklosti naredil in za katerega sem kot državljan, kot Slovenec izjemno hvaležen. Kar se tiče pa obrambnega sistema, pa moram reči, da sem z Milanom že v preteklosti večkrat o tem govoril. Izrazil bi izjemno zadovoljstvo, da se mu kot bodočemu predsedniku obrambnih sil Republike Slovenije zdi vloga predsednika ustrezna in zadostno opredeljena, tako v ustavi kot seveda v zakonu. Kot veste, bo sprememba zakona o obrambi nujno potrebna, glede na to, da je zakon na nek način zastarel, da smo v novih povezavah, da je transformacija Slovenske vojske pred vrati in moram reči, da sem vesel, da mu je ta vloga, ki jo bo odigral tudi v okviru obstoječe zakonodaje zadostna, kar pomeni, da se zaveda, kaj in v čemu so pristojnosti predsednika države in kaj so pristojnosti izvršilne veje oblasti. Kar se tiče same transformacije Slovenske vojske, se z Milanom o tem pravzaprav nisem veliko pogovarjala, vem pa, poznam njegovo stališče, da je tudi sam bil vedno zagovornik tega, kar nekako poskušamo narediti sedaj. Torej Milan je omenil
tako imenovani smart defense, to je pač beseda, ki se danes v Evropi in glede na to, da je evropski poslanec, se seveda dobro pozna, velikokrat pojavlja, moramo biti pa nekako v tem duhu iskreni in povedati, da pravzaprav smart defense na evropskih tleh še ni v polnosti zaživel. Bom pa izjemno vesel, če bomo uspeli prav za našo transformacijo in pa z našimi pogajanji, z zavezništvom, torej v definiranju ciljev sil, ta smart defense tudi povsem na fizičnem nivoju oziroma v konkretnih rezultatih udejanjiti. Namreč mi se v naslednjih 14 dneh začnemo intenzivno pogajati s predstavniki planerske strukture Zveze NATO in tam bomo mogli seveda spogajati določene, jaz temu rekel, odpustke, ki so glede na planirane ciljene, ki smo se jih zadali v tistih zlatih letih gospodarske konjunkture lahko izpogajali oziroma lahko obljubili v letih, kot jih pa živimo danes oziroma v letih, ki so pa pred nami, bo pa treba te cilje nekako redefinirati. Jaz sem prepričan, da bo to naše ministrstvo sposobno, da bomo uspeli s to redefinicijo in moram odkrito povedati, da nam na vseh nivojih že danes Milan pomaga v evropskih strukturah, ki moram reči niso nepomembne, tudi za Zvezo NATO. Še bolj kot to pa je pomembno, da se tudi Evropa kot taka, kot celota zaveda, da je varnost tisto, na kar bo morala počasi staviti tudi sama. Dejstvo je, da je več kot 75% obrambnega proračuna v zavezništvu, v Zvezi NATO, financirano strani Združenih držav Amerike, torej smo Evropejci v tem pogledu izjemno šibki. Dejstvo je, da je kot zanimivost mogoče, da imajo Združene države Amerike 3-krat več letalskih sil kot vse ostale članice skupaj, da imajo Združene države 9-krat več vojaške opreme in orožja kot vse ostale članice skupaj. In jaz seveda upam, da ne bo kakšnih hujših pretresov tukaj blizu našega območja, torej da se ta iskra spora ali pa iskra vojne, ki se neti na severu Afrike in pa ki je v vsakem trenutku zelo blizu med Izraelom in pa Iranom, ne bo zanetila, kolikor bo pa do tega prišlo, pa sem prepričan, da se bodo tudi Slovenci, oziroma da se bomo vsi skupaj bistveno bolj zavedli, kaj pomeni varnost in da bomo v prihodnjih letih temu področju, ki ga danes pokrivam, namenili več pozornosti. Zaenkrat toliko in še enkrat moja osebna podpora gre seveda dr. Milanu Zveru.